Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem prepričan, da smo današnjega dne izjemno veseli tako na občinski upravi, kot je tudi pomemben dogodek za vse občanke in občane in tudi predvsem za prebivalke in prebivalce mesta Slovenske Konjice. Namreč ta zgodba, o kateri govorimo, o dvorcu Trebnik, ima že kar dolgo zgodovino in zelo pestro dogajanje, vse od leta 1996, ko je občina takrat prodala celoten kompleks dvorca Trebnik zasebnemu gostinskemu podjetju, ki je imelo takrat velike načrte, kako bo obnovilo in tudi nadgradilo zatečeno stanje v eno zelo perspektivno zadevo, ki bo privabljala turiste od blizu in daleč. Vsi vemo, da je kasneje prišlo do precejšnjih premikov pri realizaciji te zgodbe, nažalost v negativnem smislu, in nekako 6 let je, odkar se tudi sam osebno, kar sem se vključeval v pogajanja, kako rešiti to začarano zgodbo, kako trnje z tega Trebnika, to trnje, ki je začaralo v eno takšno gordijski vozel, vse skupaj, ko je nastal pad položaj, kako rešiti prenos lastništva iz gostinskega podjetja nazaj na občino in ob tem se rešiti tudi precej visokih zneskov hipotek, ki so obremenile te nepremičnine. In potem smo v približno 3 leta potekala pogajanja, da smo se z 4 upniki za delno poplačilo dogovorili. In takrat, če se spomnite, je občina plačala 461.000 evrov 4 upnikom, da smo dobili nepremičnine, ki so bremen proste. Seveda je to potekalo ravno v času, ko se je pričela streha že sesedati v sam objekt. Skratka, zelo žalostno stanje in takrat še je pravzaprav občinska uprava dobila možnost, da karkoli naredi. In ob intenzivnem iskanju možnosti financiranja smo tudi vzporedno pripravljali projekt obnove B objekta dvorca Trebnik v to zgodbo, ki jo imamo danes na mizi. Gre za nastanitvene kapacitete z namenom, da se uredi dostop tudi za gibalno ovirane osebe, se pravi tudi invalidom prijazno, in v teh prostorih bi se po končanih delih odvijala dejavnost seminarskega turizma, predavanj, jaz temu rečem z eno besedo, mogoče ne v pravem pomenu besede, ampak center za duševno zdravje, ki bo namenjen temu, da bodo ljudje v prijetnem okolju se pogovarjali o pozitivnih temah. In jaz sem prepričan, če nekdo gre za dan ali dva izven svojega delovnega okolja, ki je polno napetosti, v takšno okolje, kot je celoten kompleks dvorca Trebnik in tudi samo mesto Slovenske Konjice, da je že to tudi zdravilnega pomena, saj ko ugotavljamo, če imaš 3 dni ali pa 2 dni možnost iti nekam drugam v sproščeno okolje, se vrneš čisto drugačen, obnovljen na nek način. Jaz sem prepričan, da bo v bližnji bodočnosti to že dejansko potreba sedanjega sodobnega načina življenja ljudi in pa tudi potreba družbe, recimo temu moderne družbe. Mi bi radi bili moderna družba, ampak se zavedamo tudi pasti tega načina življenja. Kakorkoli, danes smo se zbrali, da podpišemo pogodbo z izvajalcem gradbenih del. Mimogrede, na javnem razpisu je bilo kar nekaj interesentov in komisija je izbrala podjetje, ki ima reference in je hkrati ponudilo najnižjo ceno za dela, ki so na tem objektu predvidena. Celotna vrednost, ki jo bo izvajalec Remont d. d. iz Celja
opravil na tem objektu v roku do 30. junija naslednje leto. Se pravi, 30.6.2014 je pogodbeni rok za izvedbo teh del. Celotna vrednost del znaša 1 382 000 evrov. Pri tem pa je zanimivo to, da se nam zelo mudi, kajti gradbena sezona se je že pričela in dinamika tako koriščenja evropskih sredstev kot dinamika gradbenih del je nastavljena tako, da bi približno 70% vrednosti del oziroma obseg že bil upravljen v letošnjem letu, kar pomeni 980 000 evrov zaokroženo je potrebno oddelati, porabiti v letošnjem letu, razliko tistih slabih 400 000 evrov pa še v letu 2014. Tako pridemo do te skupne številke z DDV-jem 1 382 000 evrov. In jaz sem prepričan, da smo še ujeli tisti čas, ko je možno vse to opraviti. Še posebej zato, ker vsaj kar sem v tem času, kar sem jaz tukaj na občini, smo imeli z tem istim izvajalcem en večji projekt, to je rekonstrukcija in delno novogradnja osnovne šole v Ločah. In takrat smo izjemno korektno sodelovali in sem prepričan, da bomo podobno prakso ubrali tudi pri izvajanju obnove dvorca Trebnik. Je pa vsekakor pomembno tudi to, da ima Remont že bogate izkušnje, predvsem na obnovi kulturno-zgodovinskih objektov, kar je tudi nekako razbrati iz usmeritev tudi Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Tako da jaz sem prepričan, da bomo z današnjim podpisom pogodbe dobili tisto podlago, da bomo te dolgoletne sanje, tudi mene osebno in marsikoga v Konjicah, uspeli uresničiti. Tukaj na malo daljši uvod mogoče, zdaj bi mogoče predlagal, da bi direktor gradbenega podjetja Remont d.d. iz Celja, gospod Bogomir Amon, še kakšno besedico dodal, pa verjamem, da bo tudi strani novinarjev oziroma Jureta Mernika, Novice in Radio Rogla, še kakšno dodatno vprašanje. Hvala. Župan je pravzaprav zelo zgoščeno povedal vse, tako da meni ne ostane kaj dosti. Lahko rečem, da so Konjice en res lep kraj, lepo urejen in da bo ta dvorec Trebnik, ki zdaj mogoče malo kazi za onega konca, dal en lep zaključek tega trga, ki je prenovljen. Videl sem, da se tudi izvaja gradbena dela na prenovi igrišča oziroma parka pod dvorcem. Mi smo to delo si naštudirali in ga kot podjetje, ki se za zgodovinsko, spomeniško zaščitenimi objekti z neko zgodovinsko vrednostjo skozi desetletja ukvarja, smo si to zadevo dobro ogledali in smo jo pripravljeni narediti, tako kot je župan rekel, v splošno zadovoljstvo, za neko garancijo, da bomo pač v tem roku, ki je predviden, seveda ta dela kvalitetno in zanesljivo opravili. Po tej dolgi in za gradbince izjemno neugodni pomladi smo tudi mi zelo veseli, da lahko pričnemo z deli, ker se je končno vreme in vsi ostali pogoji, se pravi, iztek razpisa in vse zadeve so se nekako stekle, da lahko zdaj takoj po prvomajskih praznikih intenzivno začnemo. To se bo tudi zgodilo in do konca leta zagotovo bomo teh 70% naredili. Do drugega leta pa tudi tisto, kar še ostane in še en objekt v skupno zadovoljstvo, tako kot je župan povedal, enega v skupno zadovoljstvo smo naredili, tudi mi smo bili zadovoljni z načinom dela občine, z odnosi, z nadzorom, z vsem in pričakujem, da bo takšno sodelovanje tudi na tem objektu. Hvala lepa, pa do otvoritve. No, jaz bi ob tem samo spomnil tudi direktorja, da je 36. dan občine, oziroma občinski praznik in bomo izjemno veseli, če bomo v tistem obdobju v naslednjem letu prerezali trak, tako da ta datum je pravzaprav tisti deadline, preko katerega ne smemo iti. Se bomo potrudili. V petek, 26. aprila 2013, je ob 9. uri v sejni sobi občine Slovenske Konjice potekal slavnostni podpis pogodbe za obnovo dvorca Trebnik.
Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je pogodbo podpisal z izvajalcem del, podjetjem Remont d.d. iz Celja.